Tokrat v občinskem informatorju. Občina podaljšala čas plačljivega parkiranja, občani nezadovoljni. Kulturniki zaskrbljeni, da bo mariborska občina zmanjšala sredstva za kulturo. Poraz viroznih obolenj, tudi gripe. 77. obletnica poslednjega boja pohorskega bataljona na Osankarici. 76. obletnica Zidanškove brigade. NK Maribor po novem letu začel priprave na novo sezono. Lepo pozdravljeni. V začetku tega tedna je mariborska občina tudi uradno podaljšala čas na belih plačljivih conah s 17. na 19. uro. Zaradi tega se je zvišala tudi cena celodnevnega parkiranja. Ob vseh drugih spremembah, nekatere so tudi dobrodošle, so s podaljšanjem časa plačljivega parkiranja najmanj zadovoljni mnogi ljudje. Mestna občina Maribor je v tem tednu uresničila napovedano podaljšanje plačljivega parkiranja na javnih parkiriščih s 17. na 19. uro in tako poenotila čas plačljivega parkiranja po vsem mestu. To pa pomeni, da se je dvignila tudi cena celodnevnega parkiranja. Ja, tako je. Podaljšanje parkirnega časa je vplivalo tudi na ta nekolikšen dvig dnevne parkirnine iz 13,5 na 16,5 evra. Se pravi, podaljšuje se čas plačevanja parkirnine ob delovnikih za 2 uri v popoldanskem času na večini javnih parkirišč, medtem ko se na Lentu za 1 uro skrajšuje. Se pravi, da je povsod v mestu plačilo parkirnine potrebno izvesti med 8. in pa 19. uro. Podaljšanjem časa pa mnogi občani niso bili zadovoljni niti ob lanskoletnih razpravah, niti zdaj. Poglejmo nekaj mnenj. Ne, no. To je do 7 je malo predolgo, ne. Mislim, kaj se tiče, glede na to, da itak v Mariboru je premalo ljudi popoldne v mesto, zdaj pa so še do 7 naredili parkiranje, zdaj bo pa še manj, ne. Zdaj bo pa še več v centrah hodili, ne. Tako da, škodano. Ja, to se mi ne zdi sprejemljivo nekaj. Malo zapreš mesto prehitro. Po mojem nesmiselno, ker po mojem to samo nastradajo tisti, ker hodijo popoldne službo pa po trgovinah pa ono pa tretjo, ker jaz mislim, zdaj, če so podražili pa še podaljšali, to je pol dvojna podražitev, ne. Lahko bi to malo gledali na ta standard naš slovenski, da bi bilo malo vsaj parkirni plac. Jaz vem, da jih je premalo, stalno ožijo, ampak tako pač je pri nam. Čas je dejansko podaljšan, na občini pa pravijo, da se cene niso spremenile. V bistvu se cene samega ura parkiranja niso spreminjale, razen na Mladinski ulici, se pravi zahodno od Štrosmajerjeve. Tam smo pocenili iz 0,8 na 0,5 centa oziroma 0,5 evra, kar je smiselno glede na to, da gre za območje predvsem spalnih naselij. Obljubili pa so brezplačnih prvih 10 minut parkiranja, ki naj bi jih upoštevala tudi aplikacija EasyPark. Ker pa je prišlo že do nekaj nesporazumov, zdaj pojasnjujejo, kaj dejansko pomeni brezplačnih prvih 10 minut. Kar zadeva brezplačnih 10 minut, pomeni parkiranje do 10 minut. Ne všteva se teh 10 minut v čas plačila. Do 10 minut parkiranja je parkiranje brezplačno, po 10 minutah je potrebno vozilo odpeljati. Če se parkira več kot 10 minut, se pravi 11, 12, 1 ura, je pa potrebno parkirnino plačati, bodisi z aplikacijo, bodisi na parkomatu. V prihodnosti pa imajo še načrte urediti večja parkirišča na robu mesta, tako da se bodo ljudje v mesto peljali z avtobusom ali kolesom. Vedo pa že zdaj, da bodo zaradi tega morali okrepiti javni potniški promet. V začetku tedna je pri vodstvih mariborskih kulturnih institucij precej završalo, saj je do njih priromalo priporočilo z mestne občine Maribor, da naj bi bilo v letošnjem proračunu namenjeno precej manj denarja za kulturne dejavnosti. Med drugim naj bi bila oklestena sredstva za stare dejavnosti, pa tudi za povsem nove, kot na primer trafiko ob Starem mostu, ki so jo odprli pred slabima 2 mesecema. Naša ekipa je raziskala, kaj se dogaja. Med načrtovanimi letošnjimi sredstvi in lanskimi sredstvi za kulturne dejavnosti je prišlo v proračunu mariborske občine do razlike. Med drugim se je dalo iz priporočila razbrati, da bodo dobila manj sredstev, a podžupanja zdaj odgovarja zaskrbljenim tako.
Prizadevamo si, da bo kak procent več. Na področju delovanja nevladnih organizacij z področja kulture smo že zagotovili 3% dvig. Seveda se za vse kulturne zavode, katere ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, prizadevamo, da ohranjamo nivo. Je pa to res večplasten problem. Vse vemo, da je Mestna občina podfinancirana. Ni to problem samo Mestne občine Maribor, ampak na splošno Sloveniji, ki ga v tem trenutku ne moremo reševati, ampak moramo seveda račun zapreti in zadovoljiti vse potrebe, ne samo na kulturi. Ob tem pa pravi, da je prišlo med vodstvom muzeja NOB Maribor, pod katerim okriljem deluje obnovljena trafika pri Starem mostu, ter Uradom za kulturo Mestne občine Maribor do šuma pri komunikaciji. Tole, da je pa včeraj završalo, je pa res posledica mogoče pomanjkljive komunikacije tako med vodstvom zavoda kot med našo Uradom za kulturo in mladino, kar zagotovo ne smatram kot namerno dejanje, ampak nek slučaj, ki se je zgodil. Razumemo stališče tako Muzeja narodne osvoboditve in njihove skrbi, kot seveda tudi vse zakonske obveze, ki jih pa morajo strokovne službe izvajati in izpeljati. Malo bolj pomirjena je zdaj direktorica muzeja, a poudarja, da so bila prva izhodišča, ki so jih dobili, zaskrbljujoča in da bodo skrbi ostale, dokler ne bodo imeli potrjenega boljšega izhodišča. Najhuje je to, da je občina sicer očitno obdržala obljubo, smo dobili novo delovno mesto za trafiko, hkrati smo dobili tudi za splošne stroške delovanja trafike, vendar pa so po tem načrtu ves ta denar potem odvzeli od naših programskih sredstev, kar bi pomenilo, da bi za programe v Muzeju narodne osvoboditve, potem v Fotografskem muzeju in v trafiki skupaj ostalo le še 10 000 evrov. Za 10 000 evri pač nažalost ne moremo vzdrževati programa niti v enem muzeju, kaj šele na 3 lokacijah. O sami trafiki, ki je bila obnovljena s sponzorskimi sredstvi in jo po drugem mesecu obiskalo več kot 1300 obiskovalcev, pa pravi, da je izredno zanimiva točka za domače in tuje turiste in bi jo bilo, tako kot druge dejavnosti, škoda opustiti. Virusno obolenje dihal, tudi gripa, v tem času dosegajo svoj vrhunec. Pričakujejo, da se bo porast teh obolenj nadaljeval še najmanj 1 mesec ali 2. Da pa vendarle ne bi zboleli, na Mariborskem centru za krepitev zdravja svetujejo, da se držimo nekaj njihovih napotkov. Med najbolj učinkovitimi sredstvi proti gripi omenjajo na Centru za krepitev zdravja na prvem mestu cepljenje. Ob tem pa vodja pravi, da lahko veliko preventivnega naredimo tudi sami. Se izogibamo zaprtih prostorov, kjer so množice ljudi, da se gibamo čim več na svežem zraku, zato ker s tem tudi utrjujemo svojo imunsko odpornost, da pazimo na pravilno prehrano, čim več sadja, zelenjave, vitamina C. Mi sicer prehranskih dopolnil ne priporočamo, v tem, ko pa je potrebno dvigovati, ko ni toliko sezonskega sadja, zelenjave, pa se priporoča mogoče ta prehranska dopolnila z dodatkom vitamina C, cinka, če kdo ne mara določene vrste zelenjave, sadja. Za preventivo lahko torej veliko storimo. Pač se gibamo. Ne vem, se družimo s prijatelji, uživamo življenje. Ko pridem domov, takoj roke umit, pa gibam se tudi dosti, pa sadje. Naredila sem si mešanico teran, borovnice, brusnice, suhe slive, ingver in cimet. Kaj jaz vem, nič kaj posebnega, nič posebnega. Limonice, čaj, malo na zrak, pa to. Prav to poudarjajo tudi na Centru za krepitev zdravja. Veliko lahko res sami naredimo, ne se zapirati v prostore, ker s tem tudi vplivamo na svojo dušico, svojo psiho, ki je spet posledica tega, da lahko oziroma vzrok za to, da zbolimo za gripo, ker če imamo dovolj utrjen imunski sistem, imamo zelo malo možnosti, pa če vse to pravilno delamo, kot sem povedala, imamo malo možnosti, da zbolimo. Na centru opozarjajo tudi, da naj oboleli ostanejo doma, da ne okužijo še drugih.
kar veliko ljudi, bomo rekli, tudi zaradi časa, ki je, ne, zaradi pomanjkanja kadra, sploh v določenih poklicah hodijo ljudje z gripo tudi v službo. To je absolutno svetovano, zaradi tega, ker sami sebi poslabšamo in tudi podaljšamo čas ozdravitve, hkrati pa še to prenašamo, to virusno obolenje tudi na druge. Med najpomembnejše ukrepe pri ohranjanju zdravja pa sodi tudi umivanje rok. Predvsem pri stikih z drugimi ljudmi v večjih ustanovah, trgovskih centrih, zdravstvenih ustanovah, kjer prijemamo več predmetov, tudi ograje pri stopnicah. Nadaljujemo pa s slovesnostjo pri 3 žebljih na Osankarici, kjer so obeležili 77. obletnico zadnjega boja Pohorskega bataljona. Slavnostni govornik na slovesnosti, s katero se je več 100 udeležencev znova spomnilo krvavih dogodkov v 2. svetovni vojni, je bil minister za izobraževanje Jernej Pikalo. Pohorski bataljon je bil ustanovljen 11. septembra 1942 v Dobrovljah na Pohorju. Izvedli so številne akcije, decembra 1942 pa so se premaknili proti Osankarici, kjer so si uredili zimski tabor. Prve dni leta 1943 so pripadniki nemških sil odkrili partizanski tabor, 8. januarja pa ga je obkolilo približno 2000 nemških vojakov. V boju za svojo domovino je življenje izgubilo 69 borcev bataljona. Minister za izobraževanje je v slavnostnem govoru poudaril, da je prav na temeljih antifašističnega boja bila zgrajena samostojna Slovenija. Ta boj bo zavedno del slovenskega DNK zapisa, naš večni izvir samozavesti in občutka ponosa. Junakom in junakinjam, ki za ljubeznijo do domovine in s pesmijo na ustih, ki so izkrvaveli tule pri 3 žebljih, smo in bodo hvaležne vse generacije Slovenk in Slovencev, ki danes živimo v samostojni in svobodni Sloveniji. Tudi letošnjega pohoda so se udeležili številni pohodniki, ki že leta prihajajo z namenom, da počastijo spomin na zadnji boj Pohorskega bataljona. Tukaj se je začela svoboda za vsakega človeka, ki svobodno razmišlja in misli. Tukaj se je začela država Slovenija. Nadaljevali smo leta 1991 in upam, da nam zavedno ostane ta naša dobra, lepa dežela Slovenija. Gojimo spomin na naše borce za našo domovino. Prihajamo vsako leto. Bili bi veseli, da bi se to še dogajalo še naprej. To je domoljubje, to moramo spoštovati, to moramo ceniti, ker to je naše. In tega se ne smemo sramoti, tako se nekateri, žal, mi pa gojimo tradicijo in obujamo spomine. Zakaj so se borili? Da bi ohranili našo državo, pač da jo ne bi zavzeli sovražniki. Zato, ker to drži naš narod skupaj. In kaj pomeni to? Smo Slovenci domoljubni? Ja. To so bili pravi entuzijasti, pravi heroji proti takemu Hitlerjevemu aparatu, motoriziranemu, do skrajnosti oboroženemu. Tudi ne vem, če bi vsi ti šli v Pohorje, če bi videli, kakšna bo danes leta 2019 ali pa 2020 naša lepa Slovenija. Spominske slovesnosti in polaganje vencev so se udeležile delegacije borčevskih in drugih organizacij ter predstavniki občin. Gre za opomin na nekaj, kar se je dogajalo pred toliko in toliki leti, pa vendar se zdi, kot da se nam je nekako to ponovno pred vrati in z takšnimi prireditvami seveda spodbujamo, da ohranjamo ta spomin, da ohranjamo živo te zgodbe ljudi, ki so se jim pripetile v zgodovini in kot opomin, da se to nikoli več ne ponovi. Med padlimi 69 borci je bil tudi Alfons Šarh iz Ruš in njegovi 3 mladoletni sinovi. Čakala tisti dan, ko bo svoboda zasijala, ko se povrne partizan.
Po padcu pohorskega bataljona so se 8. januarja 1944 v boj podali pripadniki Zidanškove brigade. Od ustanovitve te še ene pohorske domoljubne enote je letos minilo 76 let. Obletnico ustanovitve so obeležili na Svetem Primožu na Pohorju. Praporščaki, predstavniki različnih organizacij in društev, so minulo nedeljo stopili pred spomenik na Svetem Primožu na Pohorju. Tamkajšnji prebivalci in obiskovalci iz drugih krajev spoštujejo lokalno zgodovino. Predvsem to, da so to bili tudi za naše razmere oziroma za naš čas pomembni dogodki izpred toliko let in to je seveda treba čuvati, če hočemo, da se nam ne ponovijo zadeve izpred preteklosti. Se vidi, da smo, pa tudi se vedno bolj zavedamo tega. Meni pomeni ogromno, zato ker so dali življenja za to svobodo in če ne bi bilo partizanov pa tega, verjetno danes tudi ne bi bilo prej ne Jugoslavije, zdaj pa tudi Slovenija ne. 8. januarja 1944 so se v boj podali pripadniki Zidanškove brigade. Spomin na takratno zgodovinsko dogajanje so obudili s tradicionalno slovesnostjo. Tovarištvo, solidarnost in skupnost so borcem Zidanškove brigade ostale nepogrešljive vrednote tudi po vojni, a so danes nekoliko zbledele. Z vztrajnostjo, trudom in močno voljo je potrebno poskrbeti, da se bodo te vrednote ohranile še v večji meri. Pomeni to spomin na ene pomembne dogodke v preteklosti, ko je bil slovenski narod ogrožen in so se ljudje enotno uprli okupatorju, in pa seveda spomin na hude preizkušnje, na borbe, ki so se v tem kraju odvijale. Na kraj, kjer je ustanovitev Zidanškove brigade leta 1944 po padcu pohorskega bataljona domačine in domoljube ponovno opogumila za boj za svojo zemljo. Spomin na takratno zgodovinsko dogajanje ter na vrednote poguma, enotnosti in junaštva so ponovno obudili s tradicionalno slovesnostjo. Spomin na padle, na ustanovitev Zidanškove brigade tukaj, jaz ga imenujem Sveti kraj na Svetem Primožu na Pohorju. In tudi letos tako. In letos je prav poseben dogodek, kajti v avgustu mineva 20 let, odkar so veteranske organizacije podpisale listino o medsebojnem spoštovanju in sodelovanju. In to sodelovanje se sliši in se vidi pravzaprav vsako leto, ko se tukaj zberemo v počastitev spomina na Zidanško brigado. Vesel sem, da je tako, vesel sem, da prihaja vedno več ljudi, vesel sem, da je vedno več tudi mlajših vključeno v takšne dogodke. Tako pomembna zgodovinska dejstva prenašajo na najmlajše. Tudi zato so nepogrešljivi del kulturnega programa slovesnosti tudi letos pripravili učenci osnovne šole Vosenica. Beli so češnjevi cvetovi, temni, pretemni so calice v grobovi. Kakor ponosni galebi nad vodo, tako so pali za našo sobo. Za konec pa še k športu v vijolično mesto. Za ekipo nogometnega kluba Maribor je konec počitnic. Po 33 dneh so vijolični nogometaši včeraj opravili skupni trening. Ob tem pa se spočiti in čili podali tudi na priprave na prve spomladanske tekme. Za to sezono je zbranih 29 tekmovalcev. Nogometni klub Maribor je zbral svoje vrste. Še pred začetkom spomladanskega kroga nogometnih tekem je vrh lestvice precej izenačen. Ja, liga je res fantastična. Aluminij, Mura so tukaj, Celje lahko vedno preseneti, tako da je treba biti skoncentriran v vsakem tekmi. Fantje so včeraj opravili že prvi trening. Trener je prepričan, da bodo igralci dobro motivirani za tekme. Oni bojo zdaj dali vse od sebe, da bojo trenerju pokazali, da so pravi za to mesto. Jaz sem prepričan, da bo nekdo od njih, upam prvo, da bojo vsi zdravi, da bo lahko pokazali vse, kar znajo, da bo nekdo od njih zelo dobro to priložnost tudi izkoristil.
Polna moči in motivacije pa sta poleg vseh igralcev tudi Blaž Vrhovec in Nemanja Mitrović. Res Aluminij odigral prvi del sezone zelo dobro so ostali igrali, bili so agresivni, ampak ne vem, če lahko zdržijo 36 tekem, tako da bomo videli, ampak jaz vidim spet Olimpijo kot glavni favorit, kot glavni naš tekmec. Ne bojijo pa se niti derbija z Olimpijo, čeprav ta občasno doživlja pretrese. Dobro, pri njih so skozi neki pretresi, pa še vedno kar dobro to vse skupaj pelejo, tako da mislim, tisto glavno je to, da imajo oni zelo kvalitetne igralce in da dokar bojo te ostali v klubu, pač ne bo naš drugač, bo še vedno oni tisti glavni konkurent. A še pred derbijem čakajo vijolične junake intenzivni treningi in priprave. Prvi se je začel že včeraj. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Ta četrtek, 9. januarja, bodo člani likovne sekcije Kulturnega društva Pavza priredili otvoritev likovne razstave s pričetkom ob 18. v likovnem salonu Lojzeta Šušmelja v Hramu kulture Arnolda Tovornika. To soboto, 11. januarja, pa se bo v Selnici ob Dravi odvilo srečanje slovenskih karate mojstrov z naslovom Gala in Bosaj Šotokan Slovenije. Slavnostna akademija se bo začela ob 19. v Hramu kulture Arnolda Tovornika. Toliko za danes, spremljajte nas tudi na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep preostanek večera in nasvidenje.